Dober dan in dobrodošli na gospodarskem forumu, ki poteka v organizaciji 13 regionalnih gospodarskih zbornic. Hvala vam za vašo udeležbo. Naslednjo uro bo z nami Marko Drobnič, ki skupino Talum iz Kidričevega z več kot 1500 zaposlenimi vodi od leta 2011. Rojeni Ptujčan in kemik po izobrazbi je za svoje raziskovalno diplomsko delo prejel Krkino nagrado. Podjetje Talum pa se pod njegovim vodstvom iz tradicionalnega proizvajalca primarnega aluminija spreminja v ponudnika izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Marko Drobnič, toplo dobrodošli in hvala za vaš čas. Ja, lep pozdrav vsem in hvala za povabilo. Ravno prihajate iz 8. seje Strateškega sveta za energetski prehod pri GZS-ju. Nam lahko postrežete s še svežimi informacijami, glede na to, da je ruska invazija na Ukrajino prehodu na obnovljive vire energije zadala uničujoč, da ne rečem mogoče celo smrten udarec. Ali boste glede na nestabilne razmere torej nadaljevali z zeleno transformacijo? Ja, zagotovo jo bomo in najverjetneje vsi ti signali, ki so v tem trenutku sicer krizni signali, to miselnost in to razmišljanje naše samo še pospešujejo. Zdaj seveda smo se na strateškem svetu za energetski prehod dotaknili tudi te situacije, ki se danes dogaja na tistem delu sveta. Zelo težko je to iz tega zornega kota komentirati, kaj je prav in kaj ni prav. Moje osebno stališče je, da reševanje konfliktov na tak način v času, v katerem živimo, definitivno ni pravi ali pa ne samo, da ni pravi, je popolnoma nesprejemljiv. Seveda pa to povzroča velike izzive v tem trenutku, predvsem na energetskem trgu, pa ne samo porabnikom energije, katerih predstavnik je tudi naše podjetje z rastočimi cenami električne energije, rastočimi cenami zemeljskega plina, hkrati pa tudi tveganji ali pa povečanimi tveganji pri izdobavah energentov, povzročajo težave tudi proizvajalcem, zaradi tega, ker so zaradi teh visokih cen ti energetski trgi popolnoma nelikvidni, saj nihče ne kupuje in prodaja pri tako visokih cenah električne energije. Seveda je velik izziv to tudi za distributerje. Tako da, ja, na to situacijo v tem trenutku je treba gledati iz vidika treh ročnosti, kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno. Pomembno je, da ta, bom rekel, strah, neke vrste špekulacijo, pa tudi povečana tveganja za neizdobave, ki rezultirajo v visokih cenah energije, v tem trenutku poskušamo prebroditi na kratki rok z ukrepi, ki jih lahko sprejmemo, in tu država, ne glede na to, da se to že nakazuje tam od oktobra naprej in da tudi z strani zbornice zelo intenzivno sodelujemo in pritiskamo, da se sprejemajo ukrepi. Je to že 6 mesecev, odkar smo jih naslavljali, pa vseeno sprejema določene ukrepe. Tukaj je poseg v omrežnino, ki seveda naslavlja tako gospodarstvo, industrijo, kot tudi najbolj ranljive ciljne skupine, pa seveda tudi vsa gospodinjstva, povzroča težave seveda distribuciji, ELES-u in vsem distribucijskim podjetjem, zaradi tega, ker jim zmanjšuje prihodek. Hkrati je v teku implementacija tega zakona o pomoči zaradi visokih cen električne energije, ki ga bo deležni kar veliko število gospodarskih subjektov, tako da tu na kratki rok dejansko reagiramo, kolikor je pač potrebno reagirati. Tisto, kar je pa potrebno srednjeročno izpostaviti, pa je predvsem to, da moramo razmišljati o samozadostnosti. Rabimo drugi blok jedrske elektrarne. Ja, to je en vidik, je evropski vidik, kjer je bolj izziv plina kot električne energije, zaradi tega, ker smo v veliki meri odvisni
zgolj in samo od enega vira, to je ruskega, se pravi, ta vidik je težji srednjeročno naslavljati, kar se pa tiče električne energije, pa seveda samozadostnost in uporaba tistih virov električne energije, ki jih v Evropi imamo. Kaj to pomeni pa za Slovenijo? Neminovno smo mi v tem trenutku 85% neodvisni oziroma imamo lastnih potreb pokritih. Potreba po električni energiji bo rasla zaradi načina našega življenja in razvoja, tudi trajnostne mobilnosti, tudi načina delovanja gospodinjstev, kjer je porabe električne energije več in ja, potrebno bo zagotovo to pokrivati z novimi viri. Moj osebni pogled, in to je moj osebni pogled, zagotovo je taki, da je potrebno intenzivno nadaljevati z projektom izgradnje drugega bloka nuklearne elektrarne, za zagotavljanje te neodvisnosti, ja, izkoriščati potenciale, ki še jih imamo pri obnovljivih virih. Tu imamo veliko preprek, ki jih bo potrebno tudi dati na mizo in se o njih konkretno pogovoriti. Govorim o izkoriščanju vodnega potenciala, ki ga še imamo v Sloveniji, pa ga ne želimo ali ne moremo izkoristiti. Seveda so tu obnovljivi viri, sončne elektrarne. Vemo, da je v zadnjem obdobju zelo velika intenziteta vgradnje tudi individualnih sončnih elektrarn, tudi za to spremenjeno politiko pa imamo velike izzive na distribucijskem omrežju, zaradi tega, ker nismo v stanju priklapljati tako velikega števila, se pravi, bo potrebno vlagati tudi na distribuciji in pa izkoriščati te energetske objekte, ki jih v tem trenutku še imamo, zato da pokrivamo potrebe. Torej, verjamete, da je v Evropi še realnost krožno gospodarstvo, trajnostni poslovni model z ogljično nevtralnimi izdelki? Seveda je, jaz mislim, da je potrebno v tej smeri iti, mora pa Evropa pogledati levo in desno in si v tej svoji pretirani ambicioznosti delati strelov v kolena, če se lahko na tak način izrazim. Nič nam ne bo pomagalo, če bomo v Evropi brezogljični popolnoma krožno zadostili popolnoma krožnemu gospodarjenju, hkrati bodo pa levo in desno, govorim na drugih delih sveta, z manj učinkovitimi tehnologijami, pa tem trendom ne bodo sledili. Tako da ja, mi moramo biti vodilni v Evropi, vendar premišljeno vodilni, zmerno ambiciozni. Prav je, da po tej poti gremo, izkoristiti pa moramo te vire energije, ki jih imamo na razpolago in mogoče je to ta trenutek tudi čas, rekel, neke streznitve za evropski prostor, ravno v tej smeri, da se ponovno skonsolidiramo, na kak način si bomo to samozadostnost zagotovili. Tu je težko živeti v nekem, bom rekel, pravličnem svetu. Pa na drugi strani se krepijo fosilni lobiji. Nemčija razmišlja, da bi podaljšala delovanje jedrskih elektrarn, za katere je bilo predvideno zaprtje. Najverjetneje bo povečala tudi uporabo premoga, načrtuje gradnjo prvih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin. To niso najboljše novice za zeleni prehod, ne? Zato pravim, da težko je živeti v nekem pravličnem svetu, kjer je neminovno, da se bo potreba po električni energiji povečevala, kar pomeni, da se bo najverjetneje tudi dražila. Mi bi pa imeli poceni vire za proizvodnjo električne energije. Tako da to enostavno ne gre in potrebno se bo teh stvarih zelo jasno, direktno in iskreno pogovoriti, če bomo želeli živeti v večjem blagostanju, ki definitivno pomeni večjo potrebo po električni energiji in tudi zelo verjetno višje cene električne energije, se bomo morali vprašati, odkot jih bomo dobili. In mi moramo izkoristiti to, kar v evropskem prostoru imamo. Se pravi, eno brez drugega tukaj ne gre. Če govorimo o aluminiju, aluminij je material, ki vodi zeleno transformacijo, spodbuja večjo uporabo krožnega gospodarstva, spodbuja nove poslovne modele, pomaga dosegati to ogljično nevtralnost. Kaj se bo zgodilo, če bo Kitajska kot največji proizvajalec aluminija na svetu še povečevala svojo prodajo v Evropi? Bo Evropa zmogla zaščititi svojo proizvodnjo aluminija?
Odlično vprašanje. Evropa si je zelo jasno zadala svojo strategijo. Tudi v Evropskem zelenem dogovorju je aluminij pozicioniran kot eden izmed ključnih materialov zaradi svojih trajnostnih lastnosti, zaradi svoje reciklabilnosti, popolne reciklabilnosti, tudi, bom rekel, lahkosti in lastnosti, ki jih aluminij ima. Vedno več se ga uporablja, 5 do 7%. In tukaj se seveda pojavi vprašanje, kako bomo te potrebe zapolnili. Samo z reciklažo jih ne bomo mogli zapolniti, zaradi tega, ker je aluminij dokaj dolgo vgrajen v izdelke. In zato neminovno svet za pokritje teh potreb potrebuje tudi primarno proizvodnjo. V Evropi zaenkrat še imamo primarno proizvodnjo, skupaj z Norveško približno 4 milijone ton, izdelamo pa 12 milijonov ton izdelkov iz aluminija. Se pravi, smo že v veliki meri uvozno odvisni in če bomo to uvozno odvisnost povečevali, to pa pomeni, če ne bomo znali zadržati proizvodnje tega materijala v evropskem prostoru, bomo imeli zelo velike težave pri izpolnjevanju tega Evropskega zelenega dogovorja, ker pravim, da z popolno reciklažo zaradi rasti potreb ne moremo računati. Kitajska je pa zelo agresivna. Kitajska je v začetku 90-ih let proizvajala približno 3 milijone ton, danes jih skoraj že 40 milijonov ton, ima 60% svetovne proizvodnje in oni bodo zagotovo šli po svoji poti. Tu je ključno vprašanje Evropske unije, ki sprejema ukrepe za zaščito te industrije in mehanizme, ali bo to počela tudi naprej vse do leta 2050, ko je to področje, ta material res močno pozicioniran tudi v Evropskem zelenem dogovoru kot eden izmed ključnih za ta trajnostni prehod. Menite, da se bomo mogli v bodoče preusmeriti tudi na Združene arabske emirate med drugim? Ja, Združeni arabski emirati so tisti, kjer se je v zadnjem obdobju tudi kar nekaj najbližje nam dogajalo, kar se tiče investicij v povečevanje proizvodnih zmogljivosti. Evropski prostor ni tisti, ki bi povečeval proizvodne zmogljivosti, pomembno je, da jih ohranja in definitivno kar nekaj materijala prihaja iz tudi tega področja v Evropo. Materijala govorimo o aluminiju, ki ga potem vgrajujemo v izdelke, tako da to sodelovanje že danes poteka. Kako Talum občuti ukrepe proti Ruski federaciji in koliko ste bili vezani na Ukrajino? Neposredno v bistvu zelo malo. Mi nismo dosti vezani na ta trg, tudi sodelovanja z Rusijo je bilo relativno malo. Poskušali smo v preteklosti na enem izmed programov pri razvoju tehnologije za področje proizvodnje rondelic. Kar se tiče uvoza ali pa oskrbovalnih verig na surovinski strani, smo zelo malem deležu vezani na oskrbo iz tega tržišča, se pravi prihaja ta aluminij, ki ga kupujemo od drugod. Tako da neposrednega vpliva v tem trenutku ni, tudi surovine, ki bi bile vezane na Ukrajino v tem trenutku ne, je pa seveda posredni vpliv pa velik, ki se pa odraža v tem, o čemer sem govoril na začetku, se pravi v povišanih cenah energije, kar je najbolj izrazito, v katere je dejansko vgrajen strah in pa tveganje, da se ta izdobava ne zgodi, se pravi v veliki meri špekulativne narave. Oskrbovalne verige zaenkrat še ne, se pravi mi še ne čutimo, da bi bilo na področju oskrbe z materijali težave, je pa res, da so na določenih segmentih pa že, recimo nikelj je, mislim, da taki material, kjer je kar nekaj uvoza iz Ukrajine, kjer pa že imajo težave z oskrbovalnimi verigami, neposredno pa še mine. Ko ste omenili oskrbovalne verige, potrebno jih je zagotavljati čim bližje domačim lokacijam. Kako jih boste vi, glede na to, da ste včeraj na nek način namignili, da se tu pa Evropa zapravila svojo priložnost? Ja, jaz vedno pogledam malo za nazaj, ker zahodna civilizacija je dejansko bila tista, ki je
pa evropska civilizacija bila tista, ki je v zgodovini postavljala čisti zahod, se pravi razvijala Ameriko, z svojim znanjem v veliki meri sooblikovala tudi Kitajsko. Nekako smo v preteklosti razmišljali ali pa imeli strategijo orientirano v tej smeri, da bo Evropa v bistvu prodajala znanje in storitve. Danes pa vidimo, da smo v veliki meri postali odvisni od surovinske oskrbe, od oskrbe z materiali v Evropi in zelo malo ti pomeni znanje, vkolikor nimaš surovine, iz katere bi z tem znanjem, s tehnologijami oplemenitil ta material in ga potem oblikoval v neke tehnološko dovršene izdelke. Tako da tu smo izgubili, po moje oceni, svojo konkurenčno prednost. Zelo zahtevno vprašanje tudi za Evropo v tem trenutku, kjer ocenjujem, da je potreben premislek in zadržati vso to proizvodnjo materialov, ki še jih imamo v Evropi, in čim bližje si zagotoviti te oskrbovalne verige. Zdaj, kar se tiče konkretno taluma... Skrbi, da bi strah poganjal naše odločitve. Strah poganja cene v tem trenutku in ko govorimo o kratkoročnih ukrepih, je definitivno to pri kratkoročnem ukrepanju vgrajeno v odločitve. Tudi recimo konkretno pri nas v podjetju tisto, kar lahko naredimo zaradi teh povišanih cen, je predvsem to, da ali prenesemo to na izdelek ali pa da zmanjšamo proizvodnjo. In to definitivno je vgrajeno v miselnost pri trenutnih odločitvah. Potrebno si je pripravljati tudi take scenarije. Odlično izhodišče ste mi dali za naslednje vprašanje. Predelava aluminija je danes 6-krat dražja, kot je bila lani. Mogoče se motim. Glede na to, da je Talum največji porabnik električne energije v Sloveniji, koliko ste imeli zadnjo položnico za elektriko? Najverjetneje največjo mesečno v Sloveniji. Mislim, tisti je bilo meni, wow, račun se vam je o pol manjši porabi zvišal iz 30 milijonov na leto na 60 milijonov letno. Mislim, wow. Ja, definitivno, glede na to, kakšne so pa trenutne spot cene, se pravi trenutne tržne cene, ki se pa gibljajo tam skoraj pri 300 evrih za megavatno uro, pa vkolikor bi dokupovali tudi na dnevnem trgu, bi pa bil še to dvakratnik tega, kar ste zdaj omenili. O moj bog. Je realna možnost, da bi lahko v Talumu, kjer aluminij izdelujete in predelujete, zaradi nevzdržno visokih stroškov elektrike in plina bili celo primorani zaustaviti proizvodnjo? Glejte, mi smo na tak način z omejevanjem reagirali že lani. Morali smo zelo hitro reagirati zaradi tega, ker pri nas je ta vpliv relativno velik in če ne odreagiraš takoj, če čakaš, potem si definitivno povzročiš zelo veliko škode. Mi smo lani septembra sprejeli odločitev, da smo dodatno k že omejeni proizvodnji primarnega aluminija, ki je najbolj elektrointenzivna, še dodatno znižali obseg proizvodnje. Danes smo na 30% kapacitet. Ja, in če bi se tudi v drugi polovici leta in začetku leta nadaljevale takšne cene, kot so v tem trenutku, brez kakršnih koli ukrepov v smislu zamejitve ali sprejetih nekih usmeritev cen, zamejitve cen ali pa sprejetih nekih usmeritev na evropskem tržišču, potem nikjer v evropskem prostoru pod takimi pogoji proizvodnja aluminija ni možna. Danes je glede na te okoliščine vse možno. Zdaj, kaj lahko mi naredimo? Mi definitivno imamo pripravljene tudi te scenarije, ker moramo biti pripravljeni v tem smislu, da v takem primeru tudi popolnoma zaustavimo proizvodnjo primarnega aluminija v Talumu. Ok, koliko manj bi pa elektrike Talum porabil, če bi v celoti prišli na reciklažo aluminija?
Spet je tu vprašanje, seveda bi porabil manj, ker za reciklažo aluminija in za predelavo aluminija se porabi približno 5% elektrike, kot se za proizvodnjo. Vendar tu je potrebno pogledati širše to, kar sem prej izpostavil. Mi, ne Slovenija, pa ne Evropa, ampak svet ne moremo pokriti potreb po aluminiju iz reciklaže. Mi potrebujemo proizvodnjo primarnega aluminija in tehnologija, ki jo imamo mi, je najmodernejša tehnologija po energetski učinkovitosti zaradi našega razvoja, internih razvojnih projektov in modifikacij. Smo drugi na svetu med najučinkovitejšimi po specifični porabi električne energije na tono proizvedenega aluminija v elektrolizi. In zato jaz pravim, da je nesmiselno to zapirati, zato ker bo to aluminij proizvedel nekdo na drugi strani sveta, ki ga bo potem pripeljal v Evropo. In kaj smo naredili? Nič, mi ga bomo zagotovo dražje plačali, hkrati bomo pa zgubivali delovna mesta in vpliv na BDP. Pa res si bo to Slovenija ali Evropska unija. In zato je potrebno na ta izziv, bom rekel, gledati z širšega konteksta. In o tem Evropa razmišlja, zadržati proizvodnjo in povečevati potrebe za reciklažo. Koliko vam v tem negotovem času hodi na roko, da ste oktobra leta 2020 odprli največji hranilnik električne energije v širši okolici? Ja, še jih povečujemo načrti, pa ne mi, zaradi tega, ker to delamo z partnerji. Zdaj tam, kjer mi vidimo svoj prispevek pri hrambi električne energije, ni toliko neposredno vezan na prihranke, ki so v naših procesih, ampak mi lahko z svojim odjemom in z svojim procesom v elektrolizi pomagamo elektroenergetskemu omrežju in mi skupaj z hranilnikom električne energije zagotavljamo sistemsko rezervo, sekundarno rezervo v elektroenergetskem sistemu in s tem pomagamo pokrivati manjke ali pa sprejemati viške takrat, ko viški so, in pokrivati manjke takrat, ko jih ni. Tako da v kombinaciji z hranilnikom energije smo mi vključeni v sistem zagotavljanja sistemske rezerve za elektroenergetski prostor in s tem posredno ali pa neposredno skrbimo ali pa pomagamo zagotavljati pri stabilnem delovanju elektroenergetskega sistema. To je pomemben prispevek, ki je velikokrat tudi prezrt. Kakšno je trenutno vaše poslovanje z Nemčijo, ki predstavlja vaš največji izvozni trg? Tam ste vpeti v avtomobilsko, farmacevtsko, strojno, prehrambeno, kozmetično, elektroindustrijo. Hitro čutite, kako nemški trg raste, pa tudi, ko se začne ohlajati? Ja, v tem trenutku je to odvisno, na katerem programu gledamo zdaj, in to je najverjetneje ravno posledica tudi teh globalnih, bom rekel, makroekonomskih ali pa političnih ali pa kriznih razmer, kar zadeva prehrambene industrije, kozmetične industrije in farmacevtske industrije. Tam, kjer smo prisotni za proizvodnjo rondelic, ne čutimo vpliva, je povpraševanje zelo močno. Čeprav na kozmetičnem področju še vedno ni prodaja tako visoka, kot je bila leta 2019. Res je, zaradi tega, ker je bil vmes COVID, ko smo očitno z vidika kozmetike malo manj tega porabljali. Povejte, česa se je malo uporabljalo. Najverjetneje zaradi tega, ker ni bilo toliko druženj, se pravi na tistem segmentu, kjer smo prisotni na področju deodorantov, lakov, šprejev. Tukaj imamo več kot četrtino tržnega deleža, se pravi, smo res največji proizvajalec, se je to občutilo. To pomeni potrošniki. Da smo doma smrdeli, kad jih uri. To ne bi komentiral ali pa na tak način zagotovo ne, ampak očitno je ta vpliv imel za to posledico. Ampak ne glede na to, v tem trenutku tukaj močno, tam, kjer se mogoče malo čuti avtomobilska industrija v tem trenutku, predvsem zaradi prekinjenih oskrbovalnih verig, tukaj si še nismo prav opomogli v avtomobilski industriji od prekinjenih oskrbovalnih verig na področju čipov iz lanskega leta. Zdaj so tu kabli, ki so povezani z Ukrajino, tako da ta segment je malo zanihal v tem trenutku. Gradbeništvo
Če se mogoče za hip ustava samo pri avtomobilski industriji, no? Če je industrija aluminija zadnje leta gnala, predvsem avtomobilska industrija, ali bo tudi v bodoče tako? Zagotovo, še bolj bo, zaradi tega, ker z elektromobilnostjo prihajajo novi koncepti. Avtomobili bodo morali biti lažji in zaradi tega, ker bodo morali biti lažji, bodo v veliki večini tudi karoserije iz aluminija, ker je to najbolj optimalna tehnološko in ekonomsko sprejemljiva opcija. Seveda bi še našel tudi kakšne lažje materiale, kot so na primer karbonska vlakna, ampak vemo pa, da je proizvodnja le teh bistveno dražja in to pomeni, da neke ekonomske vzdržnosti na kratki rok ne bo. Tako da v tem segmentu se bo aluminija zagotovo vgrajevalo še več, kot se ga vgrajuje v avtomobile danes. Ambiciozne načrte imate tudi v prehranski industriji. Eden izmed segmentov sem prebrala, da je tudi teflon pri izdelavi ponev za peko palačink. Ne teflon, ampak to so posode, ki imajo v dna vgrajene aluminijasta dna. Aluminij je namreč dan kot odličen toplotni prevodnik in zaradi tega na tem segmentu smo že zdaj intenzivno prisotni, se pravi nerjaveče posode, naši kupci Fiesler, Cepter, VMF, tukaj pokrivamo 80% tržnega deleža. VMF je zelo ugledno podjetje, komplimente za to. Ja, saj tu smo zelo močno tudi pozicionirani, na tem segmentu želimo tudi intenzivno rast, ampak ne samo rast po obsegu, ampak v raziskavah in razvoju, predvsem v smislu razvoja novih zlitin za izboljšane mehanske in preoblikovalne lastnosti, namreč tudi pri dozah, šprejih, deodorantih, ni več dovolj, da na polico postavimo enostaven valjček, ampak mora biti izgled drugačen. Tega ne moreš narediti iz čistega aluminija, se pravi, je tudi zgrajenega kar nekaj znanja v smislu razvoja materialov. To je en segment. Drugi segment, ki pa je zelo pomemben, pa je razvijamo koncept in model popolnoma krožnega gospodarjenja z našimi kupci. To pomeni, da je v te doze, tube, vgrajen 100% recikliran aluminij. To nam tudi že uspeva in nam je uspelo in tukaj smo z 100% recikliranim aluminijem tudi 75% znižali ogljični odtis in to je ena izmed naših ključnih strateških usmeritev na tem programu, da gremo v tej smeri tudi naprej. Koliko ste z raziskavami in razvojem vpeti tudi v sodelovanje s Porschejem ali pa z BMW-jem? V bistvu smo ali sistemski ali pa tier 1 razvijalec. To pomeni, da oba sta naša kupca, BMW tudi neposredno, predvsem na področju motociklov. In ja, v tem segmentu na področju livarstva, v Litku, kjer združujemo vse tehnologije litija, smo močno že pozicionirani na tem trgu. Ta program je v bistvu naš najmlajši program, dobrih 15 let je zdaj star, vendar smo v zadnjem obdobju, v zadnjih 5-6 letih zelo intenzivno rasli, tudi 100% na leto. Tako da smo se tukaj že zdaj pa res pozicionirali kot ne samo sistemski dobavitelj, ampak tudi razvijalec. In to tako daleč, da je v bistvu naš produkt zdaj že tudi komponenta. Začeli smo z surovimi ulitki, potem z obdelanimi ulitki, zdaj so pa to že tudi komponente. Bravo. Ali lahko z aluminijem sodelujete tudi v vojaški industriji? Zagotovo lahko sodelujemo. Ali imate pri tem kakšne zadržke? Ne, zagotovo lahko sodelujemo tudi v vojaški industriji in na tem segmentu mi v tem trenutku nismo prisotni na vojaški industriji. Kakšni pa so obeti za v prihodnje glede na nestabilne situacije? Dobro vprašanje, najverjetneje boljše vprašanje za tistega, ki je že prisoten v tem segmentu. Zdaj, mi posebej tega segmenta nismo obdelovali. Tako kot ne tudi ne letalske. Ja, je pa lahko aktualen, ne?
v bistvu? Aktualen že, vendar jaz tu ne bi zdaj špekuliral za naprej. Ja. Mi bomo tiste priložnosti, ki se nam bodo pojavljale, zagotovo zgrabili in prav je, da jih zgrabimo. Res pa je, da v vojaški industriji niti ne povpraševanj nismo sodelovanje še odpirali. Kako ocenjujete vaše prilagajanje na pandemijo, glede na to, da ste uspeli v bistvu ohraniti vsa delovna mesta, še več, celo na novo ste zaposlovali 86 novih sodelavcev. Dobro ste šli čez to pandemijo očitno, ne? Ja, najverjetneje sta ključna razloga dva. Prvi je to, da smo relativno hitro sprejeli ukrepe. Ključno je bilo, da smo šli v smeri zaščite naših zaposlenih, se pravi, da je bila varnost in zdravje pri delu na prvem mestu, kar je, bom rekel, že naša tradicija v podjetju in to nam ni bilo težko, tudi na tem segmentu smo se zelo hitro organizirali in sprejeli vse ukrepe za preprečitev potencialnega širjenja. Pa niste posegali v stroške dela, kar se mi zdi izjemno, ne? Z izjemo vodstva, kjer ste znižali za 30% plače, ne? To je res, kar je močno sporočilo, ki ga pač želijo videti tisti, ki ga želijo videti, tisti, ki ga pač ne želijo videti, ga ne vidijo. Ampak pomembnejše je to, da smo izkoristili ukrepe, ki so bili takrat na razpolago. V letu 2020 smo zelo aktivno sodelovali tudi z gospodarsko zbornico in preko gospodarske zbornice pri sooblikovanju ukrepov. Sploh tisti prvi paketi je bilo to sodelovanje izredno na visokem nivoju in plod tega je bil ukrep začasnega čakanja na delo, je bil skrajšani delovni čas in mi smo jih seveda s pridom koristili. In danes se nam kaže, da so bili pravi, da so bili tudi pravočasni in tudi na račun tega smo obdržali praktično vsa delovna mesta in to se nam je po tistem izhodu v letu 2021, ko pa se je zgodil nenaden obrat, izkazalo kot ena izmed ključnih odločitev. Poudariti treba, da ste kot predsednik Združenja kovinskih materialov in nekovin pri GZS-ju zelo aktivno sodelovali pri oblikovanju teh vladnih ukrepov. Kako ocenjujete vlogo GZS-ja? Mislim, da se GZS v zadnjem obdobju zelo močno pozicionira kot kompetenten sogovornik na strani delodajalcev in to se mi zdi zelo, zelo pomembno, se pravi sogovornik vladi. In moram priznati, da je to sodelovanje zelo intenzivno, seveda včasih bi mogoče iz gospodarstva pričakovali še hitrejše reakcije, zaradi tega, ker je turbulenca in dinamika, ki se nam dogaja na trgih in v panogih, zelo, zelo intenzivna. In tudi z strani sistemskega podpornega okolja bi potem pričakovali zelo hitre odločitve, sprejemanje ukrepov, kjer ne gre vedno tako hitro, kot bi si mi želeli, ampak ne glede na to, tu je potrebno to stopnjevati in mislim, da zbornica prispeva tu kar velik delež v tem trenutku in tudi pozicionira se in tudi organizacija znotraj gospodarske zbornice se prilagaja ravno temu, da v podporo članom gospodarske zbornice Slovenije resnično ne samo zagovarja stališče, ampak sooblikuje tiste ključne sistemske ukrepe, pa naj se bodo to zakonodajni ali razvojni ali načrt za okrevanje, se pravi več področij je takih in mislim, da zelo, zelo pozitivno. Ali zaradi nestabilnih razmer mogoče v kakšnem segmentu pa opuščate aktivnosti na področju razvoja, ali se tega nikakor ne dovolite? Nikakor se ne dovolim. Prestrukturiranje, ki smo se ga mi pri nas lotili, sloni na inovativnosti in na raziskavah in na razvoju. In moja osebna presoja to dodatno potrjuje tudi ta trenutek, ta kriza, v kateri smo mi v
tem prostoru lahko samo z raziskavami, razvojem in dodano vrednostjo ustvarjamo konkurenčno prednost. In mi še premalo vlagamo v raziskave in razvoj in mi bomo morali v prihodnje še več vlagati v raziskave in razvoj. Tu mi ne govorim o Talumu, kjer je to na relativno visokem nivoju, pa bi si še ga mogoče res osebno tudi želel malo več, ampak nasploh tudi kot država. Tudi sredstva, ki jih namenjamo za raziskave in razvoj, se bodo morala povečati tudi v okviru teh načrtov, ki jih imamo v tem trenutku za odpornost in okrevanje, je ta delež po moje osebni presoji še premajhen. Zaradi tega, ker potrebno je vlagati tja, kjer bo država to skozi razvoj in povečanje dodane vrednosti dobila nazaj. Seveda je potrebno ustvarjati tudi potrebno infrastrukturo, vendar tu bo potrebno vlaganje stopnjevati in v Talumu po tej poti gremo in smo si inovativnost, raziskave in razvoj kot ključno rdečo nit naših strateških smernic prestrukturiranja tudi zastavili. Ogromno pa vlagate tudi v človeške vire. Ali bi projekt Upam si, ki ste ga zagnali v Talumu, kot primer dobre prakse priporočali tudi drugim podjetjem? Namreč v sklopu tega projekta lahko zaposleni predajo svoje predloge za bolj enostavno, uporabno virtualno delo in ta poteza vam je prihranila že obilo stroškov. Naprimer, decembra 2020 ste zabeležili kar 8 tehničnih izboljšav v sklopu tega projekta Upam si in na letni ravni so vam te izboljšave prinesle več kot 634.000 evrov gospodarske koristi. Ja, zagotovo bi ga priporočal in najverjetneje to na področju inovativnosti tudi podjetja počnemo. Ali se to reče inovativni predlogi, ali se to reče zbiranje koristnih predlogov ali podajanje tehničnih izboljšav zdaj. Pa tudi delavci dobijo večjo vrednost kot individuumi, no? Jaz mislim, da je potrebno ravno to izpostaviti, da takrat, ko sem se sam osebno leta 2011 postavil za prvo to akcijo Upam si, je bil ravno namen ta spremembe kulture v podjetju ali pa nadgradnje tistega močnega segmenta proizvodnjo orientiranega razvoja, ki smo ga imeli skozi vso obdobje v Talumu v preteklosti zelo močno pozicioniranega in to nas tudi na to stopnjo dovršenosti potem postavlja, kar se proizvodnih procesov tiče in kakovosti, da to še nadgradimo, da pride v zavest vsakega posameznika, da si upa podati predlog, ne samo da opravi svoje delo, kot ga ima po pogodbi zaposlitvi, ampak da si tudi upa predlagati in to dejansko spodbujemo. Stimulirate tudi konkretno takšne predloge dobre? Seveda jih dobivamo, ne, in definitivno se je v tem zdaj že 10-letnem obdobju skozi analitiko pa zdaj izkazalo. Mi smo začeli takrat z dobrimi 170 predlogi pri 1500 sodelavcih. Danes prihajamo počasi na en predlog na zaposlenega in skozi skoraj 10.000 predlogov je bilo skozi vso to obdobje. Wow. Vi ste omenili eno številko, tu je zdaj že več kot 2 milijona evrov koristi, neposredne koristi. In to so potem številke, ki govorijo same zase, da se po taki poti splača hoditi. Hkrati pa je, tako kot pravim, ta ključna raziskava in razvoj. Zanimivo mi je bilo tudi to, da v Talumu v bistvu prekarne oblike dela sploh ne poznate. Zakaj? A je to zaradi karakteristike panoge? V enem izmed intervjujev ste lepo povedali, da prekarnost slabo vpliva tako na človeka, kot tudi na podjetje samo. Res je, jaz mislim, da je tudi karakteristika panoge taka zaradi tega, ker gre za zelo, zelo specifično znanje. Kvečemo se lahko soočamo v izrazito zaostrenih situacijah na trgu dela v določenih segmentih tudi danes bežati od tega, da bi rekli, da je ni, je takšna, se z malo večjo, bom rekel, mobilnostjo ali fluktuacijo soočamo v tem trenutku in begom teh specifičnih znanj, ki jih pa ne moreš ustvariti z danes na jutri. Za usposabljanje sodelavcev za taka specifična znanja na vseh segmentih proizvodnje
potrebujemo kar nekaj časa in da oblikujemo sodelavca z vsemi kompetencami, je potrebno neko časovno obdobje in ravno zaradi tega je težko pocukati nekoga kar za rokav in ga potegniti. Tako da tukaj se za to dinamiko tudi zaostrenih razmer na trgu dela in nekoliko povečano fluktuacijo, od katere tudi ne bežimo, čeprav ni kritična pri nas. Čemu jo pa pripisujete? Jaz mislim, da ravno zaradi tega, ker je dinamika na trgu dela zelo intenzivna, potreb in povpraševanj je vse povsod zelo veliko in zaradi tega prihaja do migriranja. Ne toliko več to, kar smo bili v mogoče 3, 4, 5 let nazaj soočeni s tem, ker smo pač lokacijsko zelo blizu avstrijski meji, da so se te migracije, pa tudi dnevne migracije dogajale preko meje. Danes si malo krademo drug drugemu v industriji zaradi potreb, ki jih imamo. Še vedno beležite izrazit upad tehničnega kadra? Ja, tukaj bo potrebno tudi najverjetneje na davčni politiki in na sistemskem nivoju nekaj spremeniti, ampak ta tehnični kader ni toliko migracij tukaj kot to, da nam je to znanje bežalo v tujino. In to bo potrebno nasloviti skozi ustrezno davčno politiko. Če pa to znanje ostaja v Sloveniji, pa si ga delimo, pa jaz mislim, da je čisto normalno, dokler je to v nekih zdravih okvirih neke dovoljene, bom rekel, fluktuacije med podjetji. In temu v tem trenutku je tako. In tako kot pravim, bežati od tega v tem trenutku ne moremo, potrebno je iskati možnosti in predvsem priložnosti, da se sodelavci lahko dokazujejo in da jih potem tudi glede na njihove učinke in glede na njihove rezultate nagrajujemo in na tak način jih potem lahko zadržimo. Vsako leto tudi razpisujete štipendije in mlade štipendirate že v času šolanja in že v času šolanja jih tudi vključujete v vaše delovne procese. Tehnične panoge, kot je vaša, so se zaradi tehnološkega napredka, avtomatizacije, robotizacije močno spremenile. Toda zdi se, da je percepcija pa še vedno, te panoge še vedno na ravni izpred 20-30 let. Kako popraviti to, bom rekla, neprepoznavnost panoge in tudi mogoče napačno predstavo o delu v tej industriji? Z odprtimi vrati. Ne samo v industriji, kjer mi to počnemo že preden se je Slovenija odločila za dneve odprtih vrat, se pravi, da dejansko pokažemo, kaj počnemo in na kak način se danes procesi obvladujejo, zato ker pravilno ugotavljate, percepcija v tem trenutku o naravi procesov ni prava, se zelo spreminjajo v smislu avtomatizacije, robotizacije, digitalizacije in zato so kompetence, ki jih potrebujemo, popolnoma drugačne. Se pravi, to je en segment, ki ga je potrebno upoštevati, se pravi z dejanskim, realnim prikazom tega, kako procesi potekajo v podjetjih. Danes bo najverjetneje potrebno ubirati tudi kakšne virtualne rešitve, zato da bomo mlade pritegnili in skozi to virtualizacijo seznanili z procesi, ki potekajo. Drugo pa je, da bomo najverjetneje spet, se bom dotaknil sistemskega nivoja, morali prilagajati vertikalno šolsko izobraževalo potrebam jutrišnjega dne. Mi jo imamo danes v veliki meri prilagojeno preteklosti. Tudi zaradi tega smo se kar veliko angažirali na Gospodarski zbornici in pripravili karierno platformo, v kateri smo sodelovala podjetja in smo poskušala popisati kompetence, ki jih bomo potrebovali za sodelavca prihodnosti. Zdaj bi pa morali to integrirati v šolsko vertikalo, da bi šolski sistem izobraževal za te kompetence. Tukaj imamo še izziv, kar nekaj prebijanja zidov je bilo. Jaz upam, da bomo uspeli tudi na Ministrstvu za šolstvo
prebiti ta let, da bi resnično tudi šolske sisteme prilagajali tem potrebam, ki bodo jutrišnjega dne. Fino se mi zdi tudi to, da v bistvu v podjetju zaposlujete 4 generacije sodelavcev. Zakaj se vam zdi to pomembno? Sklepam, da imate na podlagi tega tudi razvite mentorske programe. Ja, eno je demografija, zaradi katere zaposlujemo. Jaz sem seveda razumela, da imate višje cilje, kar se tega tiče. Je pa res, da se generacije med sabo razlikujemo. Drugačna pričakovanja, želje, ne? Ja, zagotovo tudi to in jaz bolj gledam iz zornega kota vodenja teh naših sodelavcev in teh različnih generacij je potrebno ubirati drugačne pristope. In zaradi tega je potrebno zelo veliko izobraževati, ne samo na vodstvenem področju, kjer je potrebno znati voditi različne generacije, potem pa tudi medsebojnega sodelovanja, kjer moramo biti pripravljeni predajati znanje, hkrati moramo biti pripravljeni sprejemati znanje od generacij, ki so bile pred nami, ali pa obratno, z vidika naprimer digitalnih kompetenc, mlajši učijo starejše. In ja, mentorske sheme, mi smo mentorstvo tudi v naši prenovljeni podjetniški kolektivni pogodbi, katere smo se lotili lansko leto, posvetili eno posebno pozornost, tudi v smislu mentorskih shem. In moja osebna presoja je, ker imamo zelo veliko specifičnih tehnoloških znanj in kar neko skupino sodelavcev izkušenejših, ki se nam bodo upokojili v naslednjem obdobju, da bomo znali te kompetence, specifike, tehnično-tehnološka znanja prenesti na mlajše sodelavce. Koliko imate pa žensk zaposlenih? Zdaj ste me dobili, nimam točno podatka, ampak mi smo intenzivno zaposlovali ženske v zadnjem obdobju, tudi zaradi tega, ker se narava procesov pri nas spreminja in fizično zahtevno delo počasi, bom rekel, izginja. In zaradi tega smo imeli tudi to možnost, hkrati pa so se naše sodelavke na posameznih delovnih mestih izkazale kot zelo, zelo dobre in kompetentne sodelavke, sploh pri nekih specifičnih karakteristikah, kot so fine obdelave, dosti opazovanja se je izkazalo, da so celo primernejše tudi v tej industriji od sodelavcev. Tako da ja, v zadnjem obdobju smo izrazito zaposlovali, bi se pa zlagal zdaj, če bi vam številko v tem trenutku povedal, ampak... Ne rabimo, to je samo za občutek. Kako bosta robotizacija, pa tudi nadaljnji razvoj računalniških sistemov vplivala mogoče na zaposlene, pa zaposlenost? Menite, da bodo odpuščanja velika? Ne, jaz mislim, da ne, zaradi tega, ker se bodo spreminjale potrebe, bo se pa potrebno prilagajati, bo se potrebno spreminjati, bo se potrebno učiti. To pa je neminovno. Industrijska transformacija prinaša vse te segmente, ki ste jih navedli, tudi Talum gre po tej poti zelo intenzivno, z jasno zastavljenimi cilji in eden izmed pomembnih segmentov je pripravljati sodelavce, da se bo potrebno ne glede na leta, ne glede na kompetence, ki smo jih imeli v danem trenutku, vedno znova in znova učiti. In se pripraviti na 4. industrijsko revolucijo. Tako je, ne, jaz si pravim 4. industrijska transformacija, ki je pri nas ena izmed zelo pomembnih strateških usmeritev, ki ima 12 zelo jasno opredeljenih korakov. Ja, avtomatizacija, robotizacija, digitalizacija so ena izmed pomembnih teh korakov. Pa tudi področje, kjer lahko zaznavate v naslednjih 5 letih največje spremembe, ne? Seveda, ne. Ampak v tej smeri svet gre, v smeri pametnih tovarn, ne, in po tej poti tudi mi stopamo, ampak to ne pomeni, da takrat ne bomo potrebovali sodelavcev za opravljanje dela, ker bi, ne vem, roboti opravljali delo. Potrebovali bomo drugačne kompetence.
če trenutno povprečna dodana vrednost na zaposlenega skupine Talum okoli 45.000 evrov, je še vedno vaš realen cilj, da se bo le-ta po končanih naložbah v digitalizacijo, ko ste menili avtomatizacijo, robotizacijo, etc., zvišala na nekaj čez 60.000 evrov? Še bolj ambiciozno si jo moramo zastaviti. Ja, če bomo hoteli slediti tej naši strategiji rasti dodane vrednosti, kar na nek način pomeni tudi, da bomo lahko povečevali strošek dela, s tem stroške plač, kar je neminovno potrebno, seveda ciljno usmerjeno glede na rezultat, ki ga sodelavci prinašajo, potem bo potrebno dodano vrednost v naslednjem obdobju povečati še bolj. Mi smo imeli dodano vrednost tam 2011. leta, nekaj manj kot 20.000 evrov na zaposlenega, ta podatek 45 je, mislim, da za leto 2021, ki je že več kot 50.000, je skoraj 55.000 evrov na zaposlenega, in mi moramo po tej lestvici zelo ambiciozno iti naprej, tudi zaradi tega, ker nam bo to pomenilo posredno večjo akumulacijo in bomo lahko vlagali več v raziskave in razvoj. Hkrati bo pa pomenilo tudi to, da bomo lahko glede na zaostrene razmere na trgu dela ustrezno nagradili ali pa še bolje nagradili naše sodelavce. Dodana vrednost in strošek dela sta neločljivo povezana in brez rasti dodane vrednosti si tudi ne moremo privoščiti povečevanja stroška dela in rasti plač. Dobro imate razvito tudi delavsko samoupravljanje preko sindikata in sveta delavcev. Je pomembno, da ima tako močno podjetje kot je Talum, na drugi strani tudi močen sindikat, ki pa se mogoče včasih ne strinja z vsemi vašimi odločitvami. Dokler je ta razprava konstruktivna in jaz jo vedno kot takšno jemljem, potem je to zelo, zelo dobrodošlo. Talum je skozi zgodovino bil znan kot zelo socialno odgovorno in tudi družbeno odgovorno podjetje. In tega ne želimo postavljati ali pa si ne drznemo postavljati v drugačen položaj. Zato imamo poleg sveta delavcev, poleg sindikata, še celo en svet zaposlenih, ker smo kot skupina organizirani, tako da lahko resnično tudi skozi te organe samoupravljanja, delavskega upravljanja, naši sodelavci vprašajo, povejo, sugerirajo in tako pravim, dokler je ta diskusija konstruktivna in v okvirih pristojnosti vseh teh organov delavskega soupravljanja, je to zelo, zelo dobrodošlo in rezultati v podjetju temeljijo na ljudeh. Absolutno. Mislim, to, kako ste povezani, na ekranu namreč spremljamo to Talumov dan za zdravje, veliko vlagate v zdravo kondicijo vaših zaposlenih. Mislim, da imate vsako prvo soboto v septembru dan zdravja v Talumu. Takšna dejanja krepijo vašo blagovno znamko, pa tudi zmanjšujejo fluktuacijo v končni fazi. Zagotovo, glede na vrednote, ki karakterizirajo Talumovce, hkrati pa tudi na povratne informacije, kaj so tiste ključne, je seveda to, poleg neke stalnosti in varnosti zaposlitve in odnos z sodelavci, ena izmed ključnih vrednot. In ja, definitivno ogromno energije, tudi virov vlagamo v to. Je pa, tako kot sem že prej povedal, to v časih, v katerih smo, ko je čas, ki ga preživi sodelavec na delovnem mestu, samo en del njegovega vsakdanika, okrog nas se pa dogaja veliko populizmov, veliko negative, je to tudi zelo, zelo težko držati na visokem nivoju v podjetju. In sam bi si želel več pohval, več pozitivnih pogledov, vedno se jih da najti, več konstruktivnih diskusij in debat in
manj polemik, ki nimajo nekih trdnih osnov, ker to nas potem tudi kot družbo dviguje. Gospodarstveniki še nikoli v zadnji zgodovini niste bili pred tako velikimi izzivi, ki terjajo zelo hitre reakcije, ne? Ste včeraj dejali. Res je. Tudi, mislim, da so ta dejanja, ki smo jih, ali pa te odločitve, ki smo jih sprejemali, vse od 2020, od COVID-a naprej, pa zdaj se še to potencira z koncem lanskega leta, začetkom lanskega leta, nimajo primere in primerjave v preteklosti in težko kakršnokoli analitiko in izkušnje potegnemo iz preteklosti. Ja. Seveda. To je očitno naša nova realnost, ne? Tista floskula, da so spremembe edina stalnica, je postala še kako res, ne? Definitivno je in na to se bo potrebno navaditi, na to se bo potrebno prilagoditi in hitro se bo potrebno odločati. Jaz vedno tukaj zagovarjam stališče, da pri odločitvah narediš tudi kdaj kakšno napako. Pomembno je, da teh napak potem ne ponavljaš, ampak odločitve danes je potrebno sprejemati zelo hitro, če se želiš obdržati in držati korak z konkurenco in sploh preživeti. Ja. Z najnim pogovorom sva nekje v ciljni ravnini najnega intervjuja. Mogoče vprašanje iz občinstva, če ima kdo kakšno vprašanje, naj ga napiše na chat. Mogoče so z nami še kolegi iz Slovenske tiskovne agencije. Napišite vprašanje, če ga imate. Sicer pa Goran Petek, mogoče kakšno vprašanje? Vidim, da nas napeto spremljate. Unmutati se morate. Hvala, Marjana. Nažalost sem se malo pozno vključil. Je pa logično, na nek način poznam Talum. Vse to, kar slišim, deluje fajn, ampak ker nisi bil na začetku, ne vem, na kakšen način. Vse smo obdelali, Ukrajino, pandemijo. Energija me zanima, ker Talum je, kakor vem, izjemno odvisen od cene energije. Kako to rešujete? Se to mi vsi se temu posvečamo, ampak vi ste tukaj poleg železarne ali pa celo bolj kot železarne odvisni od električne energije. Zmanjšujemo odvisnost od energije in povečujemo energetsko učinkovitost. To je naša ključna, strateška, srednjeročna ali pa dolgoročna usmeritev. To je to, kar smo si zelo jasno zadali, se pravi, mi smo iz 2 teravatnih ur kot največji porabnik električne energije zdaj prišli na tam približno 500 gigavatnih ur, se pravi, smo na 25% porabe, ki smo jo imeli, z prestrukturiranjem naših procesov. Zmanjšujemo proizvodnjo enostavnih izdelkov, omejujemo proizvodnjo primarnega aluminija, to je tudi naša strateška usmeritev. Zdaj smo jo omejili lani nekoliko bolj, kot bi jo organsko sicer, ampak proizvodnje primarnega aluminija glede na te zaostrene razmere in to našo strategijo proizvajamo vedno manj in zaradi tega zmanjšujemo tudi elektrointenzivnih procesov. Kar se pa plina tiče in predelave tiče, pa ne, tukaj pa vsi, ki prepaljujemo, pa ne si bo to jeklo ali aluminij, uporabljamo plin. Zdaj tukaj smo pa mi, šli v spremenjeno strategijo nabave teh energentov, mi to zelo razpršeno delamo in tudi nekaj na daljši rok. In mi smo recimo si potrebe po plinu zagotovili do leta 2025 70% potreb po plinu takrat, takoj po COVID-u. Tako da z malo sreče, z malo neke načrtne aktivnosti smo danes tukaj na tem segmentu v dobri poziciji, če bomo seveda ta plin dobili, kar je pa neko drugo in novo tveganje v tem trenutku. Kar se pa električne energije tiče, imamo potrebe za splošno porabo brez primarne proizvodnje aluminija, pokrite tudi celo do leta 2026. Kar se pa tiče primarne proizvodnje, pa pod takimi pogoji, na tak način, nikjer v Evropi ne moremo proizvajati in tukaj smo pa vsi pred enim
velikim mejnikom. To sem tudi v začetku izpostavil, se pravi, vsi proizvajalci aluminija v Evropi v tem trenutku ne delamo na polno. Vsi smo omejili proizvodnje in vkolikor se to ne bo umirilo ali pa sistemsko ne bi Evropa posegla v zaščito tovrstne industrije, še z nekimi dodatnimi mehanizmi bomo morali definitivno še dodatno omejevati ali pa zaustavljati to primarno proizvodnjo. To je za nas, bom rekel, malo prehitro. Mi smo si to kot cilj zadali leta 2030. En korak, eno dekado smo zdaj naredili in smo polovično neodvisni od tega primarnega aluminija, druga bi nas še čakala ali pa nas še čaka. In to je zdaj strateško, se pravi, zmanjšujemo porabo energije, oddaljujemo se od izdelkov, od proizvodnje, ki je energetsko intenzivna. To je naša načrtna. Goran Petek, hvala lepa za vprašanje. Gregor Mlakar iz Slovenske tiskovne agencije, vprašanje, če lahko mogoče gospod Drobnič malo pokomentira vaše lansko poslovanje? Ja, lahko ga pokomentiram. Glede na izzive, s katerimi smo se soočili, spet super, da smo uspeli izvleči v teh situacijah pozitivne rezultate iz poslovanja. In to se mi zdi ključno, da smo vseeno nismo zapostavili vlaganj v raziskave in razvoj in da smo nadaljevali z vsemi tistimi projekti, ki smo si jih v lanskem letu zadali, zato da jih izvajamo, da smo v teh zaostrenih razmerah in turbulencah, ki so se dogajale, bili dovolj fleksibilni, da nismo nobenemu kupcu zaradi težav pri oskrbi z energijo v oskrbovalnih verigah nismo rabili reči, da mu ne moramo izdobaviti izdelka, zelo pomembno, in da smo na zaostrenih razmerah na trgu dela, kot so bile lani, uspeli v Talamu prenoviti podjetniško kolektivno pogodbo, ki se je nismo dotaknili 30 let. Vse ti segmenti se mi zdijo taki pomembni, ključni pri našem poslovanju lani. In mislim, da se vsi v aluminiju, v proizvodnji aluminija ali pa na aluminijskem segmentu soočamo danes predvsem z temi vprašanji, kako se kratkoročno obdržati, da bomo lahko vseeno srednjeročno ali pa dolgoročno zagotavljali te naše strateške usmeritve, ki pa grejo v smeri trajnosti krožnega gospodarjanja in povečevanja energetske, ne samo učinkovitosti, ampak tudi neodvisnosti. Ok, Gregor, če si zadovoljen z vprašanjem, ok, če ne, napiši še v chat. Nataša Vodušek-Fras se je spomnila, da je delež žensk v Talamu 24%. Mogoče kakšno vprašanje za direktorico Štajerske gospodarske zbornice, gospod Aleksandro Podgornik, ste še z nami? No, če ne, se bo javilo še v chat, mogoče s kakšnim vprašanjem. Šport nama še ostane, zadnje poglavje. V zasebnem življenju ste aktiven športnik, tenisač že od mladih let. Koliko je v zadnjem času še aktualen bowling? Nič več. Res? Bowling nič več, zaradi tega, ker smo neke težave z hrbtenico, tam je pa zelo izrazito ponavljajoč se gib in bowling ne več. Tudi tenis je taka igra, ki je, bom rekel, zelo agresivna in ko si enkrat v procesu treninga in v tekmovalnem rangu, ti glava gre v tem tekmovalnem rangu, seveda glede na leta, v katerih smo, pa telo več vedno ne sledi, tako da je treba biti tudi pri tem športu zelo previden. To ostane fuzbal, ne? Fuzbal je postranski hobi, kjer se poskušam v nogometnem klubu Aluminij kot predsednik kluba spopadati z izzivi, ki jih nogomet prinaša. Predvsem želim preveriti, ali se da z nekimi minimalnimi finančnimi okviri poslovno vzdržno zgodbo narediti v Sloveniji na področju nogometa, samo vzdržno zgodbo.
No, to se očitno da, kaj ti. Nogometni klub Aluminij velja za najstarejši športni kolektiv v občini Kidričevo. Je pa to klub z najmanjšim proračunom v slovenski nogometni prvi ligi, ampak lani je bil Aluminij pa druga najuspešnejša ekipa, takoj za Muro, ki je osvojila državni naslov. Ja, lepo, da imate zgodovinske podatke, spet moram biti zelo, zelo iskren, kar se teh podatkov tiče in ste poučeni. Letos nam ne gre ravno tako, mi v tej naši šumi v Kidričevem nikoli ne mečemo puške v koruzo in tudi v tem trenutku je v nogometnem klubu Aluminij ne. Zdaj, če hočemo mi udejanjati to našo strategijo in to, kar sem rekel tam, bi bilo dobro, da imamo moštvo članov v prvi ligi, zaradi tega, ker lahko potem iz mlajših šol, pa so tudi zelo, zelo močne v prvih ligah, potem pripeljamo gor. Drugače pa ne nogometa sam, nisem nikoli igral, sem branil mali nogomet, pa tudi nekaj časa rokomet, tako da sem pripravljen nastavljati glavo, očitno mi to v zadnjih časih in v času vodenja tudi nekaj doprinese, sem pa 3-krat na teden v tem času, v zadnjem obdobju pa v telovadnici, kjer pa sproščam svojo energijo z Dejanom Zavcem, zato da jo sproščam v telovadnici in nekje drugje. Puško lahko v koruzo, kar se fuzbala tiče, vržete tudi jutri, no, ampak odkar so dobili novega trenerja in gre kar dobro in verjamem, da bodo obstali. Zdaj citiram kolega Gregorja Mlakarja iz STA-ja. V redu, super. Bomo vztrajali. Skratka, na obzorju novo sodelovanje s Čeferinom, a ne? Ali kako? Ne vem, na kak način pa do tega. Boste najdli kakšen kreativen projekt. Sedaj pa vse zbrane prosim, če vžgete kamere in prižgete mikrofone. Predvsem je ključno, da vžgete mikrofone. Tako. A smo pripravljeni? Smo prižgali vsi mikrofone? 3, 2, 1. En velik, močen in glasen in hrupen aplavz za našega gosta. Bravo. Bravo. Ja, hvala vam za to, da ste me poslušali. Upam, da je bilo kaj uporabnega in kaj pametnega. Marko Drobnič, hvala za vaš čas. Izjemen sogovornik ste, odličen, kar se mene tiče. No. Srečno v prihodnje, glede na negotove razmere. Sem prepričana, da jih boste prebrodili kot najboljše znate. Ne? Tako da srečno pot tudi naprej, pogumno. Pa predvsem hvala za vaš čas in udeležbo na našem gospodarskem forumu. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam še enkrat za povabilo in seveda vsem tudi vam želim najprej zdravja, pol pa pozitivne naravnanosti, kar jo rabimo. Ja, pa miru, ne, zdaj po novem. Tako vam, spoštovani udeleženci foruma, hvala vam za vašo udeležbo. Mislim, da bo prihodnji mesec forum že potekal tudi v živo, lokacijo pa dobite sporočeno naknadno. Hvala vam za vašo pozornost in srečno do naslednjič. Živjo!